zadev za naše vrhnične parane. Poleg oznanjenih svetih Tomaž bo v torek ob 17. Odverdu še 7. dan za pokojno Karino Krendence. V tem tednu v naših dneh potekal tudi svetopisemski maraton, vsak dan od ponedeljka do petka od 18:30 do 20. ure bomo prebirali in premišljevali Božjo besedo, zapisano v Svetem pismu. Lepo povabljeni, da se nam pridružite. Lepo povabljeni tudi k čiščenju Najsvetejšega, četrtek ure pred sveto mašo s prošnjo za duhovne poklice in darovanje prihodnje nedelje bo namenjeno za ogrevanje cerkve in pastoralnih prostorov. Na koncu pa se prav lepo zahvaljujem vsem, ki ste danes kljub slabšemu vremenu oporovali k nam tukaj k svetemu Pavlu. Seveda velika zahvala gospodu Gregorju Celestini, da je bil danes z nami, da nas je nagovoril, da nam je pomagal razmišljati o pomenu spreobrnenja in da nam je hkrati približal lik svetega apostola Pavla, zavetnika te naše cerkve, da bi nas še naprej spodbujal, da bi resnično tudi mi iskali tisto, kar je zares pomembno v našem življenju, kaj je tisto, kar bo pravzaprav zares izpolnilo vse naše življenje. Gospod Celestina Gleža, hvala za obisk, za vse besede. Zdaj po izhodu, ko boste šli ven iz cerkve, boste peli tudi spominsko podobico, da so že šli na svoje mesta. Ste pa lepo povabili, da se še nekaj časa zadržite tudi tukaj še pred župniščem. Moče še malo kratko okrepčilo, po taki vladači sveti naši, taka naporna pridiga, da se morate še malo okrepiti, da lahko zdaj vse te stvari, kar ste tukaj slišali, to lahko res prinesli v svoje življenje. Res hvala vam, da smo lahko danes skupaj obhajali praznik našega varnega zavetnika, ne nas res njegov zgled še naprej spodbuja, da bi se tudi mi pravzaprav vsak dan znova odločili za spreobrnenje, zato da bi pot svojega življenja resnično usmerili predvsem k Jezusu. Zdaj pa pravimo še svoje srce na blagoslovo. Gospod z vami. Bog je našo vero postavil na temelj apostolov, naj vas blagoslovi po slavnih zaslugah in pri prošnji svetega apostola Pavla. Apostolik nam je dal nauk in zgled, naj vas skupaj z njim naredi za